18. Dober dan, želim Vanja Trkman. Ja, še ta teden vam dajemo priložnost, spoštovani poslušalci in poslušalke, da prisluhnete predvolilnim soočenjem na valovih Radia Rovinj in si morda s tem olajšate odločitev, koga boste obkrožili na volilno nedeljo. Danes je na vrsti vipavsko-kraška občina, občina Miren Kostanjevica, v kateri se za mesto župana potegujeta dva kandidata. Aktualni župan Maurici Humar, dober dan. Dobar dan, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem. In v tem mandatu občinski svetnik SMC Robert Gajser, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani vsem poslušalcem Radia Rovinj. Torej, kot Briška, Bovška in Tolminska bo tako tudi občina Miren Kostanjevica najverjetneje dobila župana že to nedeljo, pa da vas najprej osebno predstavimo, preden prejdemo k vsebinskim vprašanjem. Pod zaporedno številko 1 ste v volilnem razglasu navedeni Maurici Humar, sedanji župan, predtem ste 8 let spoznavali delo občine kot občinski svetnik, sedaj se podajate po svoj drugi mandat. Kaj nam lahko poveste osebno o sebi? No, mene, tisti, ki me pozna, ve, da sem precej družaben človek, da zelo rad sem med ljudmi, z ljudmi, za ljudi, to, kar je tudi moje delo, moje poslanstvo. Jaz sem prej tudi 30 let delal v komerciali, v trgovini, tako da tudi te izkušnje iz preteklega dela so mi zelo prav prišle pri vodenju občine, prav zaradi tega, ker za mene je najpomembnejši tisti stik, osebni stik z ljudmi, in zato se večkrat rad udeležim tako nogometnih tekem, koncertov, pa tudi raznih drugih aktivnosti, kjer se srečujemo z občani oziroma tudi z drugimi krajani. Hvala. Pod zaporedno številko 2, Robert Gajser, ste skupni kandidat SMC in SD. V tem mandatu ste delovali kot občinski svetnik. Kaj nam lahko vi poveste o sebi? Po izobrazbi sem inženir strojništva, diplomirani ekonomist. Trenutno sem zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor. Prej sem bil zaposlen v Državnem zboru kot svetovalec. Še prej dolga leta podjetnik, živim z družino v Mirnu. Tudi jaz, kolikor mi čas dopušča, seveda, ker sem vpet v vse te zadeve, tudi v lokalno samoupravo, ga je relativno malo, ampak ko mi čas dopušča, sem tudi jaz rad med ljudmi in se udeležujem raznoraznih dogodkov, tako znotraj naše občine, kakor tudi izven. Hvala lepa. No, sedaj pa, preden res prejdemo k tistim vsebinskim vprašanjem, smo pripravili za vas kviz, preverili bomo vaše poznavanje občine. Sedaj vas prosim, če si lahko kar izžrebate vaše vprašanje, ga preberete in skušate nam tudi odgovoriti. Prosim, če ta krog začnete vi. Gospod Robert Gajser, kar preberite vaše vprašanje. Kar na glas preberite, prosim. Ali znaš zapeti mirensko himno? Upoštevali bomo tudi recitiranje. Ne, žal je ne znam zapeti, pa nisem niti prepričan, če sploh Miren ima svojo himno. Ali lahko postavim isto vprašanje gospodu Mauriciju Humarju morda? Ja, mirenska himna obstaja, to je šoštarska himna, ne čoljarska, zdaj pel pa lik zdaj ne bi, ker potem bodo vsi toliko poslušali Radio Rovinj, da vam bo ta poslušanost preveč narasla. No, dobro, bomo pa vzeli recitiranje, morda samo kakšne prve verze. Bomo naslednje šlo. No, ne moramo preizkusiti znanja, tako da ne vemo, ali kandidata pravzaprav vesta himno, tako da bom jaz prebrala nekaj verzov za ravno kot zanimivost. Iz Londona smo mi dospeli, ojes, oja, da si ogledamo Primorsko, ojes, oja. Pa smo Miren prihiteli, ojes, oja, ker smo slabe čevlje imeli, ojes, oja. In tako naprej. Ja, no, ne verjamem, no, bomo naslednjič preverili vaše znanje. Sedaj pa še eno vprašanje, da boste lahko odgovorila. Izvolite, ker tokrat prvi žrebate vi, pa kar preberite. Jama Pečinka je v prvi svetovni vojni služila kot zavetišče za vojake, ki se nahaja v bližini Lokvice na Krasu. Vhod vanjo je z severnega pobočja hriba Pečina na višini 290 metrov. Sprašujemo pa, koliko je dolga ta naravna znamenitost občine. 3 odgovore smo vam dali kot v pomoč. Je to malce pretežko vprašanje. 120 metrov. 120, no nekoliko več. 150. Tako je, 150 metrov, ja, je dolga ta jama, ki so med prvo in drugo vojno uporabljali kot zaklonišče in poveljstvo. Je bilo pa tudi v jami, so bile odkrite črepinje, prazgodovinske ločenine in človeške kosti. Gospod Robert Gajser, še vaše vprašanje? V hišo pajske tradicije,
ki je obnovljena v tipičnem kraškem slogu, je etnološka zbirka nekoč v Opatjem selu izstopajočih obrtin, šteto vse eno. To prav gotovo je izdelovanje bičev, ne? Naprej pa ne bi vedel, ne bi znal govoriti. Odlično, ja, morda bi še prišlo prav kamnoseštvo in sodarstvo, ampak ja. Dobro, toliko za začetek, soočenje z vsebinskimi vprašanji pa nadaljujemo po glasbi. Ostanite blizu. V živo danes na valovih Radia Robin soočamo kandidata za župana občine Miren Kostanjevica. Za to mesto se potegujeta aktualni župan Mavrici Humar in svetnik SMC v tem mandatu Robert Gajser. Oba kandidata se potegujeta tudi za občinski svet. Sedaj pa vprašanja, ki jih zastavljam obema. Časa za odgovor imate 1 minuto, replike dovolim le v primeru, da sta osebno izzvana. Pereče vprašanje v občini so poplave in čeprav je protipoplavna varnost med nalogami države, je še kako pomembno, kaj pri tem naredi občina. Mavrici Humar, vi začnete ta krog, vemo, nekaj denarja prihaja v občino prav za protipoplavne ukrepe, nekaj se lahko nadejete iz čezmejnih projektov, Grevis in pa Visfrim, vendar gotovo občane zanima predvsem, kdaj lahko računajo na konkretne ukrepe in kako dolgoročno rešiti to vprašanje. Ja, mi smo to problematiko začeli takoj na začetku mandata reševati in tudi potem ustanovili svet za Vipavo, kar pomeni vse občine, ki živimo ob Vipavi, smo združene v ta svet za Vipavo, opravili veliko število raznih delavnic, dejanj in vsega skupaj, da smo prišli do projekt Slovenija-Italija kot strateški projekt, kateremu je potem tudi Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo. Vsekakor smo zdaj s tem projektom uspeli, dobili 300 000 evrov za poplavno varnost in 2 milijona evrov iz dogovora za razvoj regij, od koder jih bomo črpali v naslednjih 2 letih. Vsekakor pa je bila naša aktivnost tista, da je stvari, ki bi jih država morala že delati, smo jih začeli mi od spodaj na vzgor in ta pot je pravilna in prepričan sem, da bodo tudi rezultati v naslednjih letih vidni. Robert Gajser, skupni kandidat SMC in SD, kaj boste vi naredili, da bodo občani vendarle varni v primeru poplav? Ja, zagotovo je problematika poplav v nižinskem delu naše občine zelo pomembna, izrazita tudi zaradi tega, ker v vsakokratnih poplavah nastaja velika premoženjska škoda, pa tudi ljudje se počutijo v nevarnosti. Tako da zagotovo je to ena izmed prednostnih nalog, kateri se bomo posvetili tudi v naslednjem mandatu. V preteklem mandatu smo pridobili študijo poplavne varnosti na Vipavi, tako da prvi korak v smeri realizacije je bil narejen. Seveda pa treba zdaj aktivno pristopiti k rešitvam, iskati rešitve, poiskati sredstva za izvedbo teh rešitev v sodelovanju z državo in z ostalimi občinami v porečju Vipave. Morda replika? Ja, jaz bi samo dodal, da protipoplavna študija ni napravljena. Je pa zdaj razpis na direkciji za vode za izbiro izvajalca za hidrološko-hidravlično študijo za porečje reke Vipave, katera bo pokazala, kakšne so te razlivne vode, kako nastajajo in pa tudi nabor ukrepov za rešitev protipoplavnih težav. Bo pa študija napravljena. Dobro, torej, zaključujemo ta krog. V nadaljevanju se nam bo pridružil gost iz občine Miren Kostanjevica, ki je za vas pripravil posebno vprašanje. Takoj po glasbi. Z nami sta danes županska kandidata občine Miren Kostanjevica Robert Gajser in Mavrici Humar v 5. na nizu predvolilnih soočenj na Radiu Robin. Naj ob tem povabim k poslušanju tudi to nedeljo, ko bomo z gostom v studiu in na terenu spremljali rezultate nedeljskih lokalnih volitev. No, sedaj pa ta krog, spoštovana županska kandidata, odpiramo z vprašanjem gosta iz vaše občine. Gre za letošnjega častnega občana, sicer pa prisluhnimo. Da bi Miren postal tako stanovit. Tukaj potekajo antične poti za ogled. Šli so vse največji duhovi sveta, od Attile, Leonarda da Vincija, Verdija, kako bi dvigali spet našo občino, kompletno z Krasem in Vipavsko dolino, na kakšen način bi bilo treba vse to rešiti, da ne govorimo o poplavi. Tako, torej, slišala sta vprašanje, prosim za odgovor. Vsak ima na voljo 1 minuto, sedaj ste na vrsti vi, Robert Gajser, skupni kandidat SMC in SD. Ja, prepoznavnost občine Miren Kostanjevica mislim, da se da predvsem dvigniti z nekim jasnim programom razvoja turizma in gospodarstva. Mislim, da moramo biti v teh zadevah bolj izvirni in bolj pogumni.
Prav gotovo je pa tudi sam Oskar Kogoj osebnost našega kraja, ki ni dovolj izpostavljena in se ne dovolj gradi na njemu. Prav gotovo bi se ga lahko dalo tudi njega osebno in njegovo delo izkoristiti v ta namen promocije naše občine. Hvala lepa, gospod Mavrici Humar. Ja, v naši občini imamo kar nekaj uspešnih podjetij, podjetnikov, umetnikov in tako drugače. Tako da mi smo zdaj prepoznavni po določenih blagovnih znamkah produktov, ki se v naši občini proizvajajo. Vsekakor jaz bom v naslednjem mandatu ustanovil klub podjetnih, ne klub podjetnikov, ker podjetniki imajo razne zbornice, združenja, ampak klub podjetnih, kjer v tem klubu naj bi bili tako gospodarstveniki, lastniki zdajšnjih podjetij, mogoče tudi SP-ji, mladi, študentje, mladi zaposleni, predvsem pa tudi ljudje z izkušnjami, mogoče kakšni upokojenci, in kjer bi se v tem klubu podjetnih dvigoval nek optimizem oziroma nek podjetniški duh, kateri bo pripomogel k razvoju in nadaljnjim idejam v naši občini. To sem prepričan, da je stvar, katera nam malo manjka, da se malo bolj povežemo, malo bolj povemo, vsekakor pa je turizem ena od tistih stvari, s katerimi bomo mi prisotni daleč naokoli. Morda še kakšna replika oziroma kakšen odgovor? Ja, mogoče vprašanje gospodu Humarju, zakaj tega kluba ni ustanovil že v preteklem mandatu, ko ima to priložnost? Gospod Humar. No, jaz povem za naprej, v preteklem mandatu je bilo precej napravljenega. Mi smo prvo sprejeli strategijo in vizijo naše občine do leta 2025. Urejamo komunalno opremo obrtnih con, oprostili smo komunalni prispevek za nestanovanjsko gradnjo in s tem povečali možnost za investiranje. Sedaj, ko smo nekaj na tem naredili, bomo šli pa še v korak dalje, da bomo skušali ta podjetniški duh v naši občini ga dvigati in ga predvsem motivirati, tako da bomo razmišljali vsi skupaj malo bolj razvojno, kar bo čez kakšno leto tudi dobro vidno. Hvala, še replika, gospod Gajser. Še ena replika. Gospod Humar je omenil, da smo sprejeli strategijo in vizijo razvoja naše občine. Gospoda Humara bi popravil in mu povedal, da prvo mora človek imeti vizijo, potem za to, da doseže to vizijo, naredi strategijo. No, hvala. Čisto na kratko, gospod Humar. Vizija in strategija razvoja občine je bila delana od spodaj navzgor, tako da so bili vsi zainteresirani občani lahko tudi udeleženi. Gospod Gajser je bil tudi kot član najožje delovne skupine, žal je odstopil, vendar smo jo uspešno sprejeli in tudi po tej strategiji gremo dalje. Mogoče razlogi za odstop? Ne, ampak poudaril bi bistvo. Bistvo je, da mi moramo imeti najprej vizijo, za katero napišemo strategijo, kako bomo to vizijo dosegli. Tukaj pač gre za nerazumevanje samih pojmov. Dobro, kot kaže, se ne strinjate v tej točki v nadaljevanju k temi, ki je na občinski tapeti že 20 let po glasbi. Ali bo Mavrici Humar, sedanji župan v občini Miren Kostanjevica, nadaljeval s svojim drugim mandatom ali bo za krmilo občine prvič sedel Robert Gajser, v tem mandatu svetnik stranke SMC. Ja, v živo danes soočamo županska kandidata te občine in mimo te teme skoraj da ne moremo. O tem se govori namreč že 20 let. Gradnja osnovne šole v Mirnu je namreč, lahko bi rekli, kar jara kača v občini. Mavrici Humar, ta krog začnete vi. Gradnja osnovne šole je bila vaša predvolilna obljuba, kljub vsem zapletom ste bili blizu, pa vendar ni šlo. Kaj sedaj? Ja, pridobili smo gradbeno dovoljenje, imeli razpis za izvajalca, žal so bili 4 izvajalci vsi predragi in bomo morali ta razpis ponoviti v novem letu. Mi smo pripravili gradbeno dovoljenje za celoten projekt in ga razdelili na 3 faze, kar pomeni, da vsaka faza je tudi zaključena celota, da dobi tudi uporabno dovoljenje in uporabno vrednost. Na tak način bomo lahko začeli graditi, kajti sedaj vemo, da ni razpisov za šole. Ministrstvo za šolstvo imelo zadnji razpis 2011, evropska sredstva 2014-2020 ne predvidevajo za investicije, imajo 10 stvari za izobraževanje, vendar vse samo mehke vsebine. Na tak način, kot bomo mi gradili šolo, je edini način, da jo bomo lahko zgradili. Vsekakor pa, kolikor bi se pojavili razpisi vnaprej, so z naslednjimi fazami lahko na te razpise tudi konkuriramo. Hvala lepa. Robert Gajser?
Ja, prav gotovo prostori za šolsko dejavnost so zelo pomembni v vsaki občini in tako tudi v naši. Mislim, da je že res dozrel čas, da tole našo šolo v Mirnu zgradimo. Težava je pa v tem, ker je sama investicija tako visoka, da si žal iz občinskega proračuna ne moremo privoščiti te investicije, ne da bi ogrozili drugih investicij. Jaz sem tudi skozi celoten mandat tudi aktualnemu županu skušal dopovedati, da se za to investicijo moramo bolje pripraviti. Mi te investicije, župan je rekel, da smo imeli že na izbor izvajalca, občinski svetniki nismo bili o investiciji ne obveščeni, ne seznanjeni, ne z samo arhitekturo, ne z finančnim načrtom investicije, še manj pa s časovnico izgradnje. Razočarano sem iz razpisa ugotovil, da je bil predvideni začetek gradnje decembra. Ko so otroci v šoli, se pač takih stvari ne počne. Je mraz zunaj, ne moramo jih izpostavljati tropotu, ne moramo jih izpostavljati hrupu in tako dalje. Tako da mislim, da se moramo na to bolje pripraviti. Replika? Ja, vsekakor mi smo pripravljeni tudi v sodelovanju z vodstvom osnovne šole, z ravnateljem, z bivšim ravnateljem, zdajšnjo ravnateljico. In imamo nadomestne prostore za čas gradnje. Vsekakor 1 leto bo gradnja tega prvega dela, ne glede v katerem letnem času bomo to začeli. Kjer je volja in želja, tam je tudi način. Prepričan sem, da je ta način pravi in tisti, ki ga je zanimalo, kakšni so projekti oziroma vizualizacija te šole, je stvar tudi na občinski upravi na razpolago. Tako da to nikakor ne, da bi to kaj skrivali oziroma da bi ne hoteli komu pokazati. Hvala lepa, še kakšen? Ja, ne gre se za skrivanje. Seveda so te stvari javno objavljene, ampak na moje izrecno vprašanje 2-krat na občinskem svetu, da želimo občinski svetniki biti seznanjeni s projektom, tega projekta še vedno ni bilo na seji občinskega sveta. Ta projekt je predviden v naslednjem sestavu, kajti ukolikor bi sedaj bil izbran izvajalec, bi tudi vizualno pokazali, kakšno bo, oziroma je možno vsaki, ki je zainteresiran, pogledati. To je bilo pa predstavljeno ravnateljem, ravnatelji so potem predstavili svojim, tudi njihove predloge smo upoštevali in tako da tukaj tisti, ki ga je zainteresirala ta stvar, se je informiral, vsekakor pa to je razvojni projekt, eden najrazvojnejših v naši občini. Jaz razumem gospoda župana, da so njegovi svetniki oziroma njegovi člani oziroma na listi oziroma svetniki zadovoljni s tem, da se seznanijo potem, ko so projekti že narejeni. Mi, ki pa želimo sooblikovati stvari v naši občini, pa želimo biti o tem prej obveščeni in tudi na način, da imamo možnost vplivati. Ne nazadnje zastopamo ljudi. No, samo še na kratko. Jaz bi samo to dodal, da gospod Gajser je bil predsednik odbora za gospodarstvo in proračun. Vsekakor je imel možnost in tudi dolžnost, da bi si te stvari lahko ogledal in dal kakšne pripombe. Žal tega ni izkoristil. Vsekakor pa bomo peljali šolo na način, da bomo mi oziroma naši otroci imeli čim prej ustrezne in dobre pogoje tudi v šoli. Hvala lepa, mislim, da si to oba želita. Mislim, da moramo odgovoriti. Na odboru za gospodarstvo in proračun smo seveda obravnavali šolo, ampak zgolj skozi številke. To je pa premalo in drugo, kar županu govorim. Tako da tukaj pač prosim za malo korektnosti. Dobro. V nadaljevanju po glasbi se ozremo na razvoj turizma. 5000 volivcev občine Miren Kostanjevica, oziroma naj se popravim, dobrih 4000 volivcev občine Miren Kostanjevica bo to nedeljo odločalo, ali bo vodenje nadaljeval sedanji župan Mavrici Humar ali bo za krmilo prvič sedel Robert Gajser, kandidat SMC in SD. Ja, v živo poteka današnje soočenje na Robinu. Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cirju je najbolj obiskana turistično-zgodovinska točka v občini. Po vseh zapletih in stroških, ki jih je pomnik predstavljal za občino, je z tega letos začeli tržiti v okviru novostanovljenega Zavoda za turizem. V objektu je sedaj tudi dolgo časa pričakovani gostinski lokal. Kaj boste, spoštovani kandidati, spoštovana kandidata, naredila za področje turizma v občini? Kako poskrbeti, da se skromno število ponudnikov prenočitev dvigne? Ta krog začnete, Robert Gajser, izvolite.
Hvala lepa. Jaz sem že celoten mandat opozarjal na ravno tukaj zastavljeno politiko razvoja turizma v naši občini. S kolegi na občinskem svetu smo župana 3 leta opozarjali na to, da nimamo sprejete strategije, da nimamo v bistvu niti javnega zavoda oziroma neke pravne osebe, ki bi v naši občini turizem strokovno vodila. Po teh dolgotrajnih prepričevanjih smo končno uspeli vzpostaviti ta zavod za turizem, čeprav je bil moj predlog, moja ideja, da namesto zavoda ustanovimo zadrugo, ki bi bistveno bolj vključila predvsem ponudnike turističnih storitev. Seveda je pa ustanovitev zadruge bistveno bolj zahteven projekt, ki terja malo drugačen angažma od župana, kakor ustanovitev samega zavoda, ko je potrebno samo sprejeti, se pravi, ustanovitveni akt in zagotoviti sredstva v proračunu. No, vendarle z obliko se ne strinjate, kaj pa boste storili za zagon turizma v občini? Ne glede na vse kritike, prvi korak naprej z ustanovitvijo zavoda je bil storjen. Mislim, da je treba to nadgrajevati, razmisliti mogoče še o sami obliki, ali je primerna, ali se jo da izboljšati. Prepričan pa sem, da moramo predvsem investicije na področju turizma spodbuditi, pridobiti kvalitetne investitorje, ki bojo vlagali v našo občino, v naše turistične zmogljivosti in predvsem na Krasu zastaviti primeren trajnostni turizem z vzpostavitvijo razpršenega hotela. Hvala lepa. Gospod Maurici Humar, kaj boste storili na področju turizma, če boste ponovno izvoljeni? Ja, vsekakor. Turizem je tista kita, ki prepleta vse ostale stvari. To se je pokazalo že skozi dokument strategija in vizija razvoja občine Meren Kostanjevica in prav zaradi tega smo potem tudi ustanovili javni zavod. Mi smo preverili voljo ali javni zavod ali turistična zadruga. Sami ponudniki so se odločili in na koncu so predlagali javni zavod. Ni res, da je od župana odvisno turistična zadruga je predvsem od samih ponudnikov. Vsekakor pa za naprej, ta javni zavod ima jasen cilj, jasen plan, kaj in kako. Trenutno smo v zeleni shemi Green Destination, bomo pridobili v kakšnem mesecu ali pa 2. Tudi to je stvar, katera nas bo postavila na svetovni zemljevid teh destinacij. Vsekakor pa povezovanje med ponudniki, to je tisto bistveno in kot sem že prej omenil, ustvarjanje podjetniškega duha, tako da si bodo ljudje, ki imajo možnosti oziroma imajo kapacitete, lahko tudi premislni in v turizem vlagali. Turizem je sigurno največji razvojni potencial naše občine. Se pravi, vi bi tudi s tem povečali število kapacitet v občini s spodbujanjem, se pravi, posameznikov? Ja, vsekakor. Tudi, kot sem že prej omenil, pri nas so oproščeni plačila komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo, tudi to je del pomoči podjetnim. In tukaj je prav te delavnice oziroma ta ozaveščenost in predvsem predstavitev, kakšne so možnosti na tem, da se bodo ljudje lažje odločili, naredili mogoče z opuščenega objekta sobo, 2 apartma in tako z manjšimi razseljenimi ponudbami bo naša občina prepoznavna. Naša občina ni primerna za velike hotele. Hvala, morda še kakšna replika? Ja, hotel bi reči, da nekatere stvari so bile narejene, ampak tukaj predvsem primanjkuje neke proaktivnosti, predvsem v smislu iskanja kvalitetnih vlagateljev oziroma investitorjev v turistične zmogljivosti. Tukaj bi predvsem poudaril na to, da bi morali voditi neko komunikacijo, predvsem z Ministrstvom za gospodarstvo in tudi v tujini sodelovati teh delegacij v tujini in kjer dejansko so namenjene pridobivanju investitorjev. Hvala lepa. Čisto na kratko, gospod Humar. Mi vsekakor, naš javni zavod zelo dobro sodeluje prav z Ministrstvom za gospodarstvo. Izvedli smo že kar nekaj kvalitetnih dogodkov in še jih bomo tudi v naslednjem letu, prav s tem, da se spodbudi zavest oziroma potenciale naše občine. Mi smo iz nižinskega in kraškega dela, kar je za turizem izrednega pomena in velik potencial. Imamo jasno vizijo, kaj in kako in prepričan sem, da čez leto boste lahko poročali o lepih dosežkih na turizmu. Pa tudi zaenkrat so kapacitete nočitev povečale in nočitve kar 2 od lanskega leta. Hvala lepa, še zadnji krog nas čaka. Ostanite blizu, spregovorimo tudi o biljanski frnaži.